Živijo, moje ime je Miha in vi poslušate podcast V steni, podcast Planinske zveze Slovenije. Skupaj z gosti se bomo podali na različne plezalne in gorske pustolovščine, podoživljali in delili močne in pristne zgodbe. Zdaj pa prevežte se na vrv, dvojno se preverite in stopite z nami v steno. Čaka vas avantura. Janez je alpinistični inštruktor in član Gorske reševalne službe Ljubljana. Poklicno sicer magister farmacije, se je z gorami in plezanjem srečal v času študija. Je član alpinističnega odseka Rašica iz Ljubljane, kjer kot alpinist že vrsto let aktivno in srčno mentorira mlajše generacije na začetku alpinistične poti. Sodeloval je pri nastajanju Alpiročnika, spletnega alpinističnega učbenika, ki služi kot teoretična osnova za izvajanje programa alpinistične šole. Kot vodja taborov in različnih procesov usposabljanj je sodeloval na številnih akcijah pri Komisiji za alpinizem Planinske zveze Slovenije. Med leti 2021 in 2023 je bil glavni pobudnik prvega tečaja športnega plezanja za osebe z okvaro sluha. Prav tako v letu 2023 je bil idejni in organizacijski vodja prvega festivala alpinizma v Ospu. Je aktivni član Komisije za alpinizem, aktiven alpinist, ki redno hodi na odprave. V tokratni epizodi se bova z Janezom dotaknila njegove povezanosti z gorami in pomena mentoriranja mladih alpinistk in alpinistov. Govorila bova o splošnih nevarnostih v gorah in pa o aktualnih nevarnostih ob začetku poletne planinske in alpinistične sezone v visokogorju. Z nami v steni multiaktivni in super energični Janez Toni. Živijo, Janez. Zdravo, Miha. Kako si kaj? Prijetno vznemirjen, ker sem del tvojega podcasta. Pa se tole dvoranca, v kateri sva zdajle tukaj na Planinski zvezi, se dobro poznaš? Ja, zadnje čase sem kar nekaj tle, ja. Kako to? Zakaj že? Zdaj ne vem, kakšen let ali dve sem član Komisije za alpinizem, pa se le dobivamo na sestankih, tle smo imeli tudi izpite za alpiniste, ker sem nadzoroval teoretični del teh izpitov, tako da pa še kakšen sestank je tlele. Prej sem te vprašal, če si bil kaj v hribih zadnje dni, pa si rekel, da ne, ampak da greš pa jutri. Ja, jutri zjutraj imamo popravni del izpita za alpiniste, žal ne bom plezal, ali pa hodil, ampak bom samo tam gledal kandidate, kako so se uspešno naučili, da upam, da bodo vsi upravili te izpite v jutrišnjem roku. Kje boste? Pod Prisankom? Mislim, da bomo pod Prisojnikom, ja, tam pod Slapovi, ampak toliko umakni, da če slučajno kaj pade dol, da ne bo na nas padalo. Torej zimski del alpinistične šole oziroma zimski del izpitov za alpiniste. Popravni del bo jutro obsegal vse, se pravi, tako zimski del kot letni del imamo vse v enem dnevu zaradi logistike, ker je lažje en dan nabrati toliko inštruktorjev. A bo za inštruktorja dežnik obvezna oprema? Zares priznam, da napovedi še nisem pogledal, tako da upam, da ne. No, ker spomnim se iz let, kakšnih 10 nazaj, sva bila skupaj na zimskem delu, pa vem, da sva bila na točki, kjer smo preverjali znanje uporabe plazovne opreme, plazovnih žoln in je nalival cel dan k pri norcih, kako se reče. Ja, takrat sem jaz prinesel tendo neko, da sem imela edino suho točko, tako da, ko so kandidati prišli tja, smo rekli, da se pa sproste, ste na suhem. Mate, kakšni reveži so bili, primočeni po moje dogat. Pa saj se mi zdi, veš, te izpiti se mi zdijo, so vedno nek stres. Zato, ker vedno bolj gledam, pa čisto nezavedno, ker se hočeš izkazati, ker ti alpinizem toliko pomeni in vidiš, da so ljudje, ki sicer zelo dobro plezajo, ko zelo dobro delajo manevre, če jih morajo kazati, pridejo tja pred neko komisijo in so v stresu. In niso se pokazali zdaj pri izpitih za alpiniste, kot lani pri izpitih za inštruktorje. Popolnoma ista stvar je. In vprašanje, kako narediti te izpite iz mojega vidika bolj prijazne, pa mogoče ne izpit, ampak da traja celotno nek
proces, da ni en dan pridi, pokaži, znaš ali ne znaš, ampak da to traja čez neko daljše obdobje in pa mu rečeš, ok, znaš. Ja, to je zanimiva misel. Mogoče še ena podobna izkušnja, ne pri šolanju za gorske vodnike, je tudi tak stres, ne, kakor si ga ti omenil. Ampak ne, pri nas je bilo pa tako, da mogoče pa ta stres celo nujen, oziroma nič tako groznega iz stališča, da pač nek kandidat za recimo tako odgovorno službo, kakor je gorsko vodništvo, ali pa tako odgovorno dejavnost, je pač to menedžiranje stresa tako nek predpogoj. Zdaj, izpit za alpinista ali pa status alpinista je mogoče stopnička nižji, ampak vseeno, kako pa misliš iz tega vidika? Jaz sem res stopnička nižji, ampak z vidika tistega, ki to upravljamo, takrat pomeni vse. Se pravi, jaz sem se včasih tudi s tem strinjal, da moraš človeka spraviti v stres, zato da vidiš, kako se bo obnašal v recimo zahtevnem gorskem okolju, ampak vseeno stres na izpitih je drugačen od stresa, ko se ti nekdo poškoduje. Zagotovo. Tu drugače odzoveš. Ljudje se drugače odzovemo, če tam nekdo, ki rabi našo pomoč ali pa ki je v neki stiski, kot če moramo mi se izkazati pred nekom, ki nam veliko pomeni. Se tudi sam vem, ko sem bil na izpitih za inštruktor, pa je bil tam Tomo Česan, se nisem bil čist freha. Ravnodušen. Ja, to dostikrat slišim, ker v teh izpitnih komisijah so dostikrat, bova rekla, kakšni močni liki alpinistični ali pa močne osebnosti alpinistične, ne? In potem je ta nek rešpekt, ki ga pač kandidati imajo v tistih trenutkih, res kar velik. Ja, in ta rešpekt lahko vodi tudi v to, čemu rečemo kakšen blackout, ker je normalno, da se ljudje zmedejo, tako da ljudje vsaj, ki pridejo k meni na točko, probam najprej se malo pogovarjati z njimi, to, da se malo sprostijo, da malo povem, da ti je vsem težko, ko pridejo na neki izpit. Tako da vsaj po njihovih odzivih, vsaj zdaj, ko sem to tudi naredil na zadnjih izpitih, so bili zelo dobre. No? Je pa tudi to res, da večina posen kljub tem stresorjem na koncu naredi. No? Ja, zdaj se pravi v končnem izidu, ja, je pa precej veliko popravnih izpitov, ne? Zato ker vseeno je komisija, kar gledamo vsako potezo, ki jo naredijo, predvsem z vidika varnosti. So pa te, se pravi, postopki že vnaprej predpisani in seznanje kandidatov se je, v bistvu, zdaj gledam čez recimo nekih 13-14 let, se izboljšuje. No? To vsekakor, ja. Mora biti pa tudi poštena, ne? Ni vedno samo problem stres pri kandidatih, včasih je tudi kakšna črna lisa v kakšnem znanju, ali pa mogoče kdo malo premalo kaj potreniral, kakšna malenkost, ne, ki se spet pozna zaradi premalo, pa je tudi potem to rezultat kakšnega padca na kakšni točki. Ja, to zagotovo, ne moram in tega. Je pa tako, da se pozna, da recimo kandidati, ki prihajajo iz odsekov, ki imajo dosti inštruktorjev, ko so inštruktorji zelo vključeni tudi na raznih, se pravi, izpitih ali pa taborih od komisije, precej bolj znajo. Pa seveda vaja dela mojstra. Če ti narediš dvakrat perfektno nek manever, je statistično manjša možnost, da se ti zgodi nek zajeb, ki se ti bo zgodil pa v 9. ponavljanju tega manevra. Pa tudi ugotovili smo že mnogokrat, da se pozna nabor alpinističnih sponov, s katerim pač kandidat kandidira za pristop k upravljanju izpita, ne? Če je ta, rekla, spodoben. Pač v območju, tistega pričakovanega, ne, ki ga na komisiji zahtevamo, potem je nekako povezano s tem, da je tudi večja uspešnost na samem izpitu. Ja, zagotovo. Tudi tisti, ki imajo kakšne mejne vzpone, recimo kot so mejni vzponi, so recimo, ali pa vzponi, ki se ne štejejo, so recimo Zeleniške špice ali pa Slovenska smer v Triglavu, pa ki imajo več tega, ali pa ki jih recimo rečemo, ok, dajmo mu priložnost, imajo manjše znanje. No? Nekdo pa, ki recimo spleza
v enakovredni navezi, ne vem, Čopov steber, pa še en zahteven vzpon v Dolomitih ali pa v Šamoniju, taki pa nimajo težav praviloma. Vso srečo torej kandidatom jutri na izpitu, ne? Držim pesti, te pa, da ti ne bo treba tende razvijati, pa marele odpirati. Ja, bomo videli, če ne pa dežnik. Mogoče vseeno še ena povezava, pa še tema, s katero bi se tudi rad s tabo pogovarjal, je pa neka vloga, ki jo tudi ti, tako, vsaj tisti, ki te bolj poznamo, opravljaš na tvojem odseku, Ferajnu, na alpinističnem odseku Rašica v Ljubljani. In sicer si pač alpinist, alpinistični inštruktor in si mentor mnogim mlajšim. V zadnjih časih si celo, ko si imel obdobje, ki nisi bil redno zaposlen, če sem prav to zapomnil. Še vedno nisem redno zaposlen. Okay, boš to malo več povedal, ampak skratka, veliko časa si preživel z mladimi alpinistkami, alpinisti, oziroma si predstavljam tudi s kakšnimi tečajniki, pa pripravniki. Ja. Daj mi malo razloži, pa več povej o tem. Se pravi, opazili smo, da je velik razkorak med tem, da tečajnikom ful dajemo, se z njimi ful ukvarjamo, potem se pa alpinistična šola zaključi in so prepuščeni sami sebi. Tako je pol na pobudo našega načelnika, ki je tudi Miha Habjan, Živjo, Miha Habjan. Nastala, se pravi, neka mala šola kvačkanja, temu rečemo, in to bilo bolj usmerjeno delo z pripravniki, v smislu medgeneracijskega povezovanja in tudi, da probajo oni čim več izkušenj dobiti od nas. Da niso prepuščeni sami sebi. In tako smo v bistvu šli to prvo leto v Šamonij, lani smo bili s to ekipo na odpravi v Kirgiziji, tako da mislim, da so s tem dobili precej več izkušenj, pa precej, se pravi, odprli smo jim vrata. Zdaj pa bojo oni šli čez ta vrata naprej sami, ali ne, je pa njihova stvar. Tako se mi zdi, da včasih generalno majčkeno jamramo, kako se starejši alpinisti, starejše alpinistke premalo časa namenjamo mlajšim. Kako je ta povezanost med začetniki, ne, torej tisti, ki so ravno opravili izpit za alpinista, ali pa še prej, ko še niso, in potem, da s to neko z nekim obdobjem, bom rekel, nekega še vedno pripravništva, da je naša vloga starejših premanjša in premajhna, in kako pomembna zares je, kako vidiš to neko obdobje, preden se nekdo res povsem osamosvoji. Ja, to obdobje je iz mojega vidika pomembno to, da tem posameznikom pomagamo, se pravi, jim odpremo vrata, jim razširimo obzorje, s tem, da imamo recimo tabore v Dolomitih, tabore v Šamoniju, ki mogoče sami ne bi šli, ali teže, in da grejo v sklopu neke organizirane akcije, ko dobijo malo nasvete, da vidijo, da to ni tak bav, da dobijo kakšne izkušnje, kako hitro plezati, kako plezati mogoče smeri, ki jih v enakovredni navezi še ne bi šli, za nekim bolj izkušenim alpinistom ali pa inštruktorjem si pa to upajo. In se mi zdi, da jim to da dodaten zagon, lahko pa njihovi alpinistični poti. Pa po drugi strani je to čist sebično pogledano, tudi jaz imam en del sebe, ki pa rad pleza neke zahtevnejše smeri v navezi, v kateri se dobro počutim, kot pa da v bistvu, pa ne me narobe razumeti, celo leto plezam z tečajniki neke smeri, ki so sicer lepe, ampak ni pa nekega izziva. To zagotovo, ampak če pomisliva, ne, že v alpinistični šoli, še od Golnarja, pa tudi zdaj mogoče na Alpiročniku, v katerem bomo majčkeno kasneje bolj podrobno. Skratka, v spletnem alpinističnem učbeniku so napisani manevri, teorija, pač tiste glavne teoretične vsebine, ki jih mora alpinistka, alpinist obvladati, ampak vse tako, kot pri večini stvari tovrstnih, kjer v nekem procesu učenja ali usposabljanja, nekih teh majhnih skrivnosti pa tam ni napisanih, ki jih pa ljudje starejši, tisti, ki se dalj časa z neko aktivnostjo ukvarjajo, že imamo, in potem s tem mentoriranjem, s tem, ko gre nek na začetku poti z nekim starejšim na neko turo, se potem te mini skromnosti, pa mini triki, ne,
predajajo naprej. In meni se zdi, da je to tudi neka tista dosti pomembna dodana vrednost, ki jo mlajši dobivajo potem od starejših, bolj izkušenih. Kako vidiš to? Jaz se s tem čisto strinjam. Se mi zdi, pravzaprav bi se na to navezal na malo drug način. Vsaj pri nas se mi zdi veliko damo poudarka na teh manevrih. Reševanje padlega, spusti, kako se to delaš prav. Tudi smo na izpitih, se mi zdi, relativno strogi že za tečajnike. Meni se zdi, da največ boš tečajnika naučil, če bo čim več plezal. Seveda, neke osnovne manevre more znati, ampak se mi zdi, da za začetek plezanja za res nekih manevrov, tako kot jih mogoče vsaj pri nas zahtevamo, ne bi rabil znati v taki meri kot jih. Zato, ker boš ti v teh manevrih jih boš znal suveren šele, ko boš tokrat to naredil za res. In ti rabaš nekoga, predvsem, ki si bo vzel čas in boš za cel dan s tabo v hribe plezati in te bo v bistvu dal svoj prosti čas in te bo precej veliko naučil, če ti je do tega. No. To absolutno drži, ampak spet, če pa pogledava recimo, kaj vse recimo pa zdaj rekla, izkušen alpinist more obvladati za neko to zagotavljanje varnega udejstvovanja v gorah, torej varnega plezanja, pa v končni fazi bi to veljalo tudi za katerokoli planinca. Ne? Skratka, za kakršenkoli performance v gorah moraš obvladati nabor nekih veščin, veden, izkušen, znan in tako naprej. Torej, moraš imeti izkušnje tudi. In to, da mora recimo alpinist obvladati manevre, je pač neka res osnova, ampak poleg tega je še veliko drugih stvari. Ne? Recimo, samo ena izmed teh je tudi neka taka, kar se meni zdi, zelo pomembna stvar, kako sprejemati neke odločitve. Ne? Zaideš, kako zdaj se vrniti. A iti naprej, a iti nazaj. Zdajle sva še 200 metrov na tlemi, a je boljš, zakvačkala sva se za 2 ure, ura je že 2 popoldne, a greva zdaj naprej ali nazaj, pa vseeno bi zlezla to rada, ampak a je zdaj to varno, kaj bolj varno, iti dol, iti naprej. Skratka, te stvari, ki so zelo kompleksne lahko. In nekdo, ki je veliko bolj izkušen, mogoče lažji to nakazuje, kaj bo v neki taki situaciji bilo prav ali manj prav. Kaj misliš? Zdaj, kaj prav, kaj manj prav, je zelo težko odgovoriti, ampak ja, se mi zdi odločanje, predvsem kdaj obrniti in kdaj ne obrniti. S temi dvomi, a sem se prav odločil ali ne, se jaz srečujem vsakeč, ko obračam. In se pravi, pa rečemo, ja, si dol, pa si se prav odločil, se lahko bi tudi na vrh, pa bi se prav odločil, tega ne moreš zares vedeti. Je pa, saj pri sebi vidim, da recimo tam, ko se počutim manj varno, se hitreje odločim, da obrnem. Zaradi subjektivnih ali pa objektivnih stvari, ki se mi takrat dogajajo. In ja, pa se mi zdi, da začetnikom je kdaj treba tudi pokazati, ja, prav je, da smo se obrnili, saj bo hrib bo jutri še vedno tle, stena bo tle. Recimo, če si bil na odpravi, ja, če hočeš res to smer splezati, boš prišel čez 2 leti ali pa 3 leta še enkrat na odpravo, takrat se ne podre sveta. Ne. Je pa doskrat vidim tudi pri sebi, da ja, kdaj pa sem potem, pa drugače to narediš v slovenskih hribih, ko imaš 1 uro vožnje pa 2 uri hoje, ali narediš nekje, ko si dal precej veliko denarja, zato si na tisto odpravo prišel in si pol obrnil, ker se lahko delala nevihta, pa je v bistvu pol se je pa naredilo sonce. Ne? Ja. Tako, zares se mi zdi to ferajnovsko življenje, ne? Torej odsek, kakor neka taka skorajda plemenska ureditev, ne? Z nekimi internimi, čeprav, imamo neka generalna pravila in tako naprej, tudi v neki relaciji do Komisije za alpinizem pri Planinski zvezi Slovenije in tako naprej. Ampak potem se pa znotraj vsakega odseka ustvari neko tako mikrookolje, ki je mogoče zelo specifično. Ne? Sej verjetno bi se še vedno lahko primerjali odseki med sabo, ampak vsako je malo drugačne. Se mi pa zdi, da je tako za slovenski alpinizem, tudi skozi zgodovino, bilo zelo pomembna ta povezanost med mladimi pa starejšimi,
pa te interakcije, povezanje, mešane naveze, če tako rečem, v smislu mladi, stari, ne. Kako nasploh gledaš na to ferajnovsko življenje, pa pomen tega, ne zgolj iz alpinističnega vidika, tudi mogoče tako širš, mogoče, sploh za mlade? Ja, predvsem se mi zdi, da je to neko okolje, ki ti ga saj meni je dano, no, neko varno okolje, se pravi ljudi, ki sem jim zaupal, ki sem vedel, da bojo poskrbeli zame, če se mi karkoli zgodi. Jaz sem na odsek prišel z 20 leti, takrat je pomenil tudi del neke moje identitete, nekega odraščanja. In še zdaj sem se tudi v tem pol našel v izobraževanju, vzgoji, v usposabljanju. Bil sem tudi načelnik 4 leta. Tako da se mi zdi neka stvar, ki je v dobi individualizma, so te recimo neka društva, skupnosti, veliko dajo posameznikom. In je en del, ki ga ne moreš zmeriti v denarju. Tudi se sam zelo dobro veš, če se z nekom navežeš na vrv, se lahko čez 20 let, pa si se takrat imel dobro, čez 20 let srečaš in se boš v momentu tega spomnil, bo ta povezava na isti ravni, kot je bila. Drži. To je vse in se mi zdi, vedno sem to primerjal drugače, kot pa s tem, če bi se neko samo družil na faksu ali pa ne vem, šel žurat, ne. Saj tudi tle se to dogaja, ne, ampak je vseeno, so te povezave vseeno bolj pristne, ne. Tudi, če ima kdo težave na odseku, pa pri nas smo jih imeli nekaj teh težav, vseeno prvi vrsti probamo tem ljudem, jih ne bomo zavrnili, no. Bomo probali vključiti v družbo. No, saj tudi mnogokrat se zgodi, da od tam izhajajo najboljši prijatelji, ne? Ali pa da se tam nekdo zaljubi, ne? To smo Rašičani bili kar znani včasih po tem, ja. Ja, vi ste se menda zdržali zelo v okvirih vašega odseka. A to drži? Ja, včasih zares je bilo, zdaj pa letos pa priznam, da sem malo manj na odseku, tako da bi mogel pa kakšne mlajše vprašati. Skratka, saj logično, ne, v tistih mlajših obdobjih, tam, ko se gibljaš, tam se pol pa svet ustvarja, ne, na vseh ravneh in pletajo se te socialne vezi in interakcije in prijateljstva in tako naprej in se pač neke osebne rasti, ne, tam dogajajo. Omenil si že, da si alpinistični inštruktor, si pa tudi gorski reševalec. Ja, jaz sem v bistvu gorski reševalec, gorski reševalni službi sem se, oziroma postaji Ljubljana, sem se pridružil takoj, ko sem nato alpinist. To je bilo leta 2007, pol pa zato, ker imam tudi sladkorno bolezen, nisem mogel iti delati na izpit, ker nisem imel zdravniškega potrdila. Potem sem z leti, ko so spoznali, da sem pa na nek način odgovoren, so mi tudi sprejeli, ko so videli, da v bistvu na način, kako delujem, sem dobil zdravniško potrdilo za neko omejitev, sicer da nikoli ne smem imeti pač, ne vem, sam na neko stvar, kar mi je popolnoma jasno. Sem pol 2014 naredil tudi izpit za reševalce in pol mislim, da 2019 ali 2020 tudi izpit za inštruktorja. Precej sem bil do nedavnega tudi vključen v GRS Ljubljana, zdaj v zadnjem času pa imam zaradi drugih stvari, pa nisem več toliko, no. A se jaz narobe spomnim, da si tudi imel kužeta? Ja, tudi sem imel, pa še imam, z psičko sva bila, prejšnjo psičko sva bila tudi članica te enote za reševanje iz plazov. To, ja. Pa za reševanje nad gozdno mejo. Sem bil tudi recimo član tiste enote še pred časom, mislim, ko je neka državna enota za posredovanje o potresih, tako sem bil tudi na tem področju precej aktiven. Koliko si pa kaj na akcije hodil? Na GRS akcije ali na akcije za psom? Na reševalne akcije. Na reševalne, recimo, zato ker sem imel prej službo na Gorenjskem, do Ljubljane kar nekaj časa sem manj hodil, zdaj grem pa še bolj redko, no, žal. Kaj pa s psičko? S psičko sem pa na velike akcije hodil, vseeno tam je tip akcije majčkeno drugačen, ker gre za iskalne akcije, če je GRS, je treba nekaj zelo na hitro.
Pravilno je tudi lahko relativno hiter konc ali pa traja celo noč. Ima ta to kakšne zgodbe, s kakšne akcije, v kakšni nesreči? Mislim, najbolj mi je stala v spominu akcija, reševalno-iskalna akcija, ko smo iskali 3 Italijane, ko so se izgubili na Snežniku. Takrat vem, da so me klicali okoli 4-5 popoldan. Jaz sem bil na enem izobraževanju, to je bila, mislim, da nedelja popoldan. Sem šel domov, vzel, mislim, da je bila zima ali začetek pomladi. Vzel sem vso turno opremo, ne vem, čez 3 ure smo bili pod Snežnikom in potem smo gazili dobršen del noči. Ko smo se zamenjali, sem šel jaz potem domov, so šli drugi in k sreči so tiste 3 potem našli in so preživeli in smo se potem tudi srečali nekje v Paklenici. Ja, To je taka zelo, zelo lepa zgodba. Ja. super. Našli so jih pa čisto po naključju. Če bi šli v območju poti, jih ne bi, so šli pa, ne vem zakaj so sekali in so se zaslišali, bil je snežni metež, skopali so si luknjo. Po zgodbah, ko so mi pol razlagali ti prijatelji, ko so bili tam, če jih takrat ne bi najdali, ne bi prišli dol. No. Prejle si omenil, da si sladkorni bolnik in sem se spomnil, da so par let nazaj v večji skupini, kakšni boš kar ti povedal, smo šli skup na Triglav. Saj veš, o čem, kam ciljam. Ta dogodek je meni ostal v izjemno lepem spominu, res. To je nekaj, kar do takrat takih občutkov si jih nisem mogel niti predstavljati. Ne. Mi smo takrat na pobudo pediatrične klinike, profesor Batelina, je bila ideja, da idemo peljati otroke za sladkorno boleznijo tipa 1 na Triglav. In ker sem tudi sam sladkorni bolnik tipa 1, pa ko se poznamo, so me takrat kontaktirali, kako to narediti. In potem smo skupaj z vami, z gorskimi vodniki, v podpori vsega zdravstvenega osebja omogočili, da je šla, mislim, da so šli od 25 samo en zaradi zdravstvenih težav ni mogel na vrh, vsi ostali otroci so pa dosegli vrh. In pol ti sprejem, ko so ga bili deležni o prihodu v Ljubljano, ker nam se zdi, če si velik v hribih, se ti zdi en Triglav, pa ne, da bi zdaj ponižval, ampak so drugi bolj zanimivi, pa bolj zahtevni pač cilji. Tisto prisrčno veselje, tudi navdušenje otrok, potem, ko so prišli do staršev, tisti ponos, ki je žarel iz njih. Takrat sem se zavedal, da so precej drugih stvari, kot pa recimo nek ponos na neke lastne vzpone. No. Lahko veliko več daš in zato tudi več dobiš v hribih. Lepo, ja. Jaz se spomnim, bi res rekel, da ti si bila res posebna izkušnja, zelo izpolnjujoča. Lahko poveva, da poleg pač nas vodnikov je bilo tam zraven še en kup enega osebja. Da še to malo razloži, da vse je bil zraven, da ne bo izgledalo, ker sami vodniki, če nam bi dali, bom rekel, gredo na štrik 25 mulcev, ne, najstnikov, otrok z sladkorno boleznijo, se ne bi znali pravilno odločati in pravilno reagirati na vse tisto, tudi piskanje, ki se je dogajalo. Daj mačkam še razloži, no, kako je to izgledalo. Ja, se pravi, glavna za diabetika najpomembnejša stvar je, ena izmed najpomembnejših je nadzor nad krvnim sladkorjem in preprečevanje, da bi bil ta previsok ali pa prenizek. In tam bi se lahko zgodilo, da bi kdo od teh otrok, če ne bi bil pod zdravniškim nadzorom, padel v hipoglikemijo, tudi skrči in bi takrat mogel zelo hitro dobiti zdravniško pomoč pa oskrbo v bolnišnici. Tako da tukaj je bilo precej srednjih diplomiranih medicinskih sester, precej zdravnikov, praktično skoraj celotno osebje pediatrične klinike, razen tisti, ki so mogli biti v dežurni tisti konec tedna, so bili z nami, vsi so prišli tudi na vrh. Tako da to je res nek projekt, ki ne vem, če se ga tako še kje po svetu grejo. No? A si pol še potem, a so ponovili še mogoče kdaj s takim ali pa drugačnim vzponom na kamorkoli? Mislim, da ne, no. Ne, Mislim, da se to pol ni, ne vem pa zakaj, no, ampak. Kaj pa je, tudi glede na to, da imaš tudi sam izkušnjo z sladkorno boleznijo, kaj pa recimo je tak vzpon za tiste otroke pomenil?
dosežek, ne? Ker vsakič, sploh če je to otrok, ko greš prvič na Triglav, ne? Jaz sem šel sicer malo kasneje, recimo v srednji šoli, ampak še zdaj se Triglava in tako se živo spomnim. To je vtisnjeno noter, ne? Kako je pa mogoče kaj pa tem otrokom to pomeni? To je zdaj malo to vprašanje, katerega jaz težko odgovorim. Ampak po tvojem videnju, nekaj si rekel, da je bil sprejem in da so bili navdušeni. Jaz mislim, da bi najbolj pomenilo to, ko so bili starši veseli, ko so prišli in so jim starši čestitali. Kaj smo pa mi hoteli dati s tem pa sporočilo, da ne glede na to, da so ti otroci s sladkorno boleznijo tipa 1, ki mogoče kdaj imajo zaradi tega, zaradi nekih strahov tudi ovire pri športni vzgoji v šolah, ki prej niso bili na nekih, ki prej niso veliko hodili po hribih, da lahko kljub neki taki bolezni vse to počnejo in da zares ovire resne so samo v glavah. No. Tudi za vse ostale. Tako da mislim, da so zdaj snema se kdo od njih pol še ukvarja s tem ali ne. Vem, da recimo je bila enkrat na našem odseku ena kolegica, ena Dara, ki je imela tudi sladkorno bolezen, s katero sva se odprej poznala v teh nekih kolonij, v katere smo hodili. In tudi ona je takrat, mislim, da sta prišla skupaj s fantom, ja, in sta v bistvu pol tudi skupaj plezala. Je bilo to neka zelo lepa izkušnja, ki je mogoče ne bi bilo, če recimo mene ne bi bilo tam, ki me je poznala. Ne. Tako da se mi zdi ta... Ker si ji pomagal, razložil, mislim, ker je vedela, da nekdo razume, kaj pomeni imeti sladkorno bolezen tipa 1 in kako je z njim v hribe. Zame pa recimo pomeni sladkorno bolezen tipa 1 to, da moram predvsej veliko več razmišljati, pa imeti tudi malo težji ruzak. Zato, ker moram imeti stvari za preprečevanje hipoglikemije, pa rezerven inzulin s sabo. Enkrat se mi je zgodila, se mi ne vem kako, ko imam to inzulinsko črpalko, ki je povezana na telo za neko cevko, po kateri teče inzulin, in se sred sten šit ugotovil, da je ta cevka počena. Ne. Wow. In se pravi, brez inzulina v takem primeru 2 do 3 ure, potem se pa začne ful visok sladkor, ki se kaže tako, da se ne moreš gibati, se ne moreš premikati, pa se je s tisto cevko neki stisnil, si hotel čez neki inzulina poriniti injekcij, kot za rezervo sem jih pa lih takrat pozabil v avto, ne, ker seveda se mi še nikoli to ni zgodilo. Ne. In pol imel sem pa, bilo nas je 5, 2 vodji naveze pa 3 tečajniki, jaz sem imel 2 tečajnika ali 2 tečajnice, sem že pozabil in seveda smo izplezali, jaz sem vodil celo navezo naprej, pa kje pride dol in smo se, namesto da bi šli se prav proti Jalovcu pa dol na Tamar, smo rekli, gremo na Vršič, kam bo prej, itak smo se zgubili, takrat smo pol klicali ene prijatelje, ki smo vedeli, da plezajo v bližini, so prišli pomagati, da so nesli ruzak, jaz sem bil že takrat čist v precej močni ketoacidozi, so rekli, če kličemo GRS, jaz sem rekel, ne, bom sam dol prišel, tudi nisem pustil pol, da me pelje v bolnico, ki so me peljali samo domov, tako da zdaj mogoče bi šel v bolnico, no, ampak ker sem bi bilo, zrihtal sem, nekih posledic nimam, ampak ne bi pa priporočal tega, no, dajte raj takrat, če se vam to zgodi, dajte raj poklicati 112, pa bojo oni že znali zrihtati. Ali pa ne pozabiti inzulina samo, ja. Glede na to, da si toliko aktiven na tolikih področjih, pa glede na to, da si rekel, kako je treba te bariere premagovati in da so te v glavah, kako si jih pa ti mogoče v nekem obdobju premagoval, ali pa da si ti tudi verjetno neko to samozavest pridobil, če je to razmišljanje v pravo smer? Pa ne toliko, da bi to samozavest pridobil, zato ker se še vedno s tem je tak nek struggle, kaj zdaj samozavest, kaj pa tisto, kar res izvira iz mene, s katerim se ukvarjam vsak dan, ampak bolj to, da takrat nisem toliko razmišljal, ko sem bil mlad, ne, in ko sem pol razlagal te starejši, Tadej Debevc Debeli, Gregor Sluga Slugi, da jih je bilo pa skrbel, kaj bo zdaj z mano pa sladkorno boleznijo, nek 20-letni mulc pride, ne poznaš ga dobro, on ima nekaj, zaradi česar lahko v bistvu, če si ne zna pomagati, pade skup in umre. Se pravi, pade v nezavest skrči, imaš sicer kar nekaj časa, da mu pomagaš. In so me sprejeli in sem jim zelo hvaležen, no? Ker mogoče, če bi oni bolj, bi se tega ustrašili, če ne bi toliko sprejemljivi, bi rekli, mi te pa ne sprejemamo. In vprašanje, kaj bi jaz pol delal, bi šel kam drugam,
Tako sem zato zelo hvaležen. Super. Pa jim včasih daš za kakšen sok lahko. Na ferajno, seveda. Ja, žal, mislim, še vedno imamo pač sicer precej manj stikov, ampak so te precej pristni. No. Ja, to verjamem. Mogoče bi te vprašal še to, recimo, predstavljaj si, bom tako rekel, enega planinca nekje v gorah, ki ne ve o sladkorni bolezni nič, ali pa skupina planincev, in naletijo recimo na nekoga, recimo tako, kot si ti, tip sladkorne bolezni 1, in je v neki stiski toliko močni, da mogoče že ne ve, ne zna čisto dobro povedati, ali ne ve, ampak skratka pove tem ostalim planincem, glejte, jaz sem pa zdajle jaz sem sladkorni bolnik, tipa 1, njim se sanjane, kva to pomeni, nimam inzulina, kaj lahko oni naredijo? Razen tega, da pokličejo seveda gorsko reševalno službo, če je že ta oseba prej ni sama, ampak kaj lahko naredijo? Zdaj vprašanje, zakaj se on slabo počuti, ne? A je zaradi sladkorja ali kaj drugega? Recimo, da je povezan s tem. Sladkor, ja, ok, pol sta dve opcije, ali je sladkor prenizek ali pa previsoka, ne? Če nima inzulina, je lahko previsok, ni nujno, se pravi, da pomeri sladkor, da vidi, kako je, pa če je sam sposoben govoriti in bo sam povedal, kako se mu pomaga. Če bi povedal, da rabi nekaj sladkorja, se mu da lahko karkoli sam, mislim, najprej primajo recimo sladke pijače, pač kakšni bomboni, take stvari, zagotovo pa ne čokolada, ker rabi pač uro, da pride v kri tisti sladkor, ti pa rabiš sladkor zelo hiter. Če pa previsok sladkor, pa v bistvu do tega, da dobi on inzulin, se mu pomaga priti na neko varno mesto, ali pa če je tam, da se ga pač zaščiti pred tem, da bi pač padel, da bi se poškodoval, ker lahko tudi omaga in se pokliče pol 112, pa seveda, da ostanejo z njima, ne. Ja, To zdaj tako na kratko, ne. Ker se ravno pogovarja o teh stvareh, ja. Vidiš, tudi jaz recimo zelo malo vem o teh stvareh, ker tudi tista izkušnja takrat je bila pač intenzivna, močna, ampak tudi marsikaj pol tudi, ne, če se večkrat, če se v nečem resno ne podučiš, pa če nimaš neke take izkušnje, čas pol malo stvari grejo in je tako. Zagotovo, ker tudi verjetno, mislim, se mi zdi težko, ko vidiš nekoga, ki ima neko črpalko, je težko kar vprašati, ti imaš pa črpalko, kaj je to, ker se ti zdi, da bomo njemu pa kar o tem malo težko govoriti. To sicer lahko tudi res, ampak vseeno, če ne moramo vprašati, ne moramo vedeti, ne. Zanimivo, ko si to omenil, sem se zdaj spomnil, ko smo imeli tečaj športnega plezanja za gluhe, smo imeli pol neko zaključno, tukaj v tem prostoru neko tiskovno konferenco in so me vprašali, nekdo je vprašal, a se mi zdi, da so gluhi dosti vključeni v našo družbo v smislu, ali poznamo ta jezik gluhih, te kretnje. Pa sem rekel, da ne, zakaj? Zato, ker se mi zdi, da jih izločamo. Ne, seveda, če so oni nekje zaprti, pa samo med sabo komunicirajo, se mi ne bomo naučili njihovega jezika. Če bi bili pa bolj vključeni v širšo družbo, bi se pa seveda naučila, ne, te osnovne kretnje. Tako da ja, vključevanje, ne, se pravi, ta raznolikost nas tako bogati. To vsekakor. Ko si pa že omenil to temo, daj mi majčkeno več povej o tem. Kako je sploh, ne, ker ti si namreč bil en pobudnikov začetka organiziranja tečajev za športno plezanje za osebe s težavami s sluhom. Ja. Mi smo takrat enkrat med korono smo šli plezati v Dabarske kukove, so neke več raztežane smeri na Hrvaškem in tam sta prišla preko enega prijatelja iz Ferajna tudi en par, Simona pa Igor. Simona je čisto gluha, Igor je skoraj čisto gluh. In pol sem jaz, ko smo jih peljali skupaj plezati, sem začel razmišljati, da gluhih pa na teh alpinističnih šolah ali pa tečajih športnega plezanja zares nisem srečal. In kaj pa, če bi mi naredili nek tak tečaj, ki bi usmerjen
ki bi bil namenjen samo njim, da njim pokažemo, jaz ne vidim nekih ovir, da ne bi gluhi tudi plezali, ne. Tako tudi ne vidim ovir, da bi slepi plezali, to so te ovire, samo mi vidimo, ki imamo drugače razvita čutila, kot imajo oni, a ne. In pol sem to idejo malo mlel, klical sem Aleša Perca, načelnika komisije za športno plezanje, klical sem te ali pa kontaktiral prijatelje, ki imajo te plezalne centre po Ljubljani in v končni fazi tudi kontaktiral Planinsko zvezo, se pravi odbor in planinc, prišel do Natalije Spar, ki je bila Slovenka leta prav zaradi dela z gluhimi pa zaradi tolmačenja. Smo skupaj speljali pol tudi z pomočjo prijateljev iz odseka, inštruktorjev, alpinistov, pripravnikov, ki so pomagali pri tem tečaju, vsi smo delali prostovoljno, smo speljali nek lep projekt, se pravi, imeli smo 54-urni tečaj športnega plezanja za osebe z okvaro sluha, udeležili se ga, mislim, da 8 oseb, mislim, da je bilo 6 gluhih, 2 pa kot spremljevalcev oziroma pač partnerja. Vsi so naredili pol tudi izpit na koncu, tako da jim jaz zaupam, da so lahko sami plezajo ali noter ali pa v plezališčih in zdaj se ta skupina nadaljuje naprej, a ne. Ni bil moj namen ustvariti neko skupino, ki bo odvisna od mene, ampak skupino, ki bo pol lahko sama hodila in sama ustvarjala neko tako družbo, kot je na Ferrajnu, no. In je to uspelo, še zdaj se dobivajo pa plezajo, mislim, da imajo enkrat na 2 tedna termin v eni od plezalnih dvoran. Super, bravo, lepo. Hvala. Pa je mogoče še kaj povpraševanja strani gluhih? Povpraševanje Zanimanja. še, ja, predvsem te bi radi še kaj naprej plezali, pa da se mi pridružili, jaz žal zaradi drugih obveznosti ne morem, jim pa pomagajo, ne vem, Roman Robas, mislim pa, da Igor Krevalj, tudi oba inštruktorja oziroma vodnik. Pa je bila ideja tudi tečaj športnega plezanja za slepe, ampak to je pa mogoče za prihodnje leto, no. Dajva se še majčkeno vrniti, čisto tudi tehnično me zanima, ker verjetno je moglo biti to tudi zate, ne samo iz stališča, da si nekomu pomagal, pa si potem seveda dobil že samo zaradi tega veliko, ne. Ampak verjetno si se mogel tudi kaj naučiti. Že prej si razlagal o komunikaciji, ne, in o učenju jezika gluhih, ne, s kretnjami. Verjetno ste mogli tudi ustvariti neke ukaze, ki jih prej mogoče niso imeli, ker so pač specifični aktivnosti, kakor je športno plezanje. Ja, Daj mi majčkeno povej o teh zadevah. Ja, jaz se nisem zavedal, kaj vse je potreba, ne, jaz sem bil res tle pač precej nevin, sreča pa in jaz pojma nisem imel, ne, pa so pa rekli, da dajmo neke izraze in smo naredili nabor izrazov, mislim, da 54 ali 50 kretenj, ki jih prej v slovenskem znakovnem jeziku ni bilo. Te kretnje so razvili zdaj pa ne vem, to je Inštitut za slovenski znakovni jezik, če sem prav povedal, potem sem pa še skupaj z udeleženci razvili ukaze med plezanjem. Se pravi, imeli smo, mislim, da 4 ukaze, podaj mi vrv, zategni, spusti me dol, počivam. To so bili tisti ukazi, tisti, ki so plezali, jih dali tistim spodaj. Tako da v bistvu je učenje potekalo z obeh strani, tudi inštruktorjem, so mi res predvsem pomagali, tudi David, s katerim sem imela kar nekaj kosil ali pa pijač, da sva to predebatirala, pa Vesna Pavlović, Aha, okej. Tudi razšičena plezalca, oba alpinista. Ja, da je tudi inštruktor. Se pravi, smo se mi veliko naučili, pa Matic Standekar mi je tudi veliko pomagal, tudi inštruktor. Predvsem se je veliko ljudi odzvali zaradi neke širše note tega projekta, no. Tako da jaz 21 jih je bilo vseh žal, ne morem zdaj našteti, ampak sem vsem hvaležen, no, da so sodelovali, da smo skupaj pokazali, to ni bil pač moj projekt, to je bil projekt cele grupe, da smo pokazali, da se to da in da za v bistvu osebe z okvaro sluha ni ovir pri plezanju. Ajde, da te zdajle malo testiram, koliko si se kaj zapomnil. Me glih prešinili, ne, verjamem, da ste te glavne, recimo, ukaze ali pa bistveno komunikacijo pa seveda mogli določiti, ne, tako kot si že omenil. Ja. Kako pa recimo
potem en gluh reče, ki pleza recimo naprej, kako sporoči, da ga je strah, pa da me ima malo bolj na kratko. Ker to namreč vsi dobro poznamo. Da me malo pazi. Tega ukaza takrat v bistvu do take situacije ni prišlo, zato ker so plezali predvsem lažje smeri. Tudi recimo, ko so prvič plezali oni naprej, smo jih imeli na to prav še vedno varovanje. Se pravi, da če bi on padel, da ne bi zares padel, zato da so počasi dobili to samozavest. Mi njim nismo rekli, da ima bolj pazi, ampak oni so samo tle se mi zdi, da se tisti, ko normalno slišimo, čisto na drug način delamo. Mi se tam pogovarjamo še z ostalim, okoli gledamo, Oni so bili pa res bolj fokusirani na soplezalca. Zato, ker drugače z očmi oni ne morejo imeti komunikacije, Mislim, ne more videti, kaj se z njim dogaja, ne more ga slišati. Čist drug fokus je. Pa se gremo lahko mi tja njim učiti pozornosti. Nazaj učiti, ker to so sicer osnove, da moramo biti pri varovanju sfokusirani. Jasno, ampak se veš, pa prijatelji, realnost je pa psi, pa tako naprej. Ja, super, pa je verjetno tudi, če je tukaj kakšen možnost za napredek. Daj mi poveš to, kako je pa sicer, si predstavljam, da kakšne podobne dobre prakse ali pa izkušnje morajo biti pa že v tujini, ali pa neki te komunikacijski vzorci, ali kako čem reči, pa že izdelani ali ne? Nekaj smo gledali, nekaj sem gledal sam, nekaj je gledal ta inštitut za znakovni jezik. Vem, da so te znakovni jeziki so specifični za vsako državo, tako da ene par kretenje univerzalnih. Jaz, ki sem gledal, če bi to že obstajalo, ampak to je bilo hitro googlanje v 1 uri, nisem kontaktiral teh organizacij pa tako naprej, nisem nekaj podobnega zasledil, ampak to ne pomeni, da to ne obstaja. Čeprav se zdaj sem pomislil, se je tudi v končni fazi že pri tej osnovni alpinistični komunikaciji v navezi 2 recimo, je naša slovenska logično unikatna, ker prilagojena slovenskemu jeziku in slovenskim manevrom in bom rekel slovenskemu alpinizmu. Pa zgodovini, ki je precej nemških izrazov. Celemu paketu, seveda. In je v tujini recimo, jaz, ker sem velik z, bom rekel, anglosaškimi skupinami, tam je čisto drugače. Drug tip komunikacije. Se moraš vedno, ko greš recimo v tujino ali pa že doma, če si iz enega odseka, pa z svojimi badi plezaš, potem že veš, ker greš petice, ne rabiš več. Ko greš pa z nekom novim, se je pa vedno treba zmeniti. Če greš v tujino, se mi zdi, da ta komunikacija z tega stališča toliko pomembna, da se res dogovoriš, da ne pride potem do šuma. Varuje, pa ne varuje. Ok, lepo, bravo. Hvala. Ko so pa že pri Rašičanih, vidim, da ste, pa sej vas poznam že praktično, odkar sem vstopil v tale ferajnovski svet, ste bi vedno en tak, bom rekel, luškan ferajn. Zdaj pohvala strani akademca, to pa nikoli bilo vprašanje. Se mi so bili pobrateni, pa mi smo tekme v fuzbolu, ko mislim, da smo mi zmagali, če se prav spomnim. Na Korošici, da. Če ne vem, če si bil zraven. Jaz sem bil, Je bilo 1-0 za vas, ampak mi smo dali pa gol. Ja, avtogol. Ko smo pa igrali pa vas Telvanci, pa mislim, da ste pa zgubili. Takrat smo bili pa še tudi z Matičarji, mislim, da smo bili pa še z Matičarji. Mislim, da smo imeli pol neki, da smo se večkrat, takrat so bila tipa Blaž Grapar, sta bila načelnika, če se prav spomnim. To je tam bilo malo pol let, okoli 2003, tisto obdobje, 2005. Ja, tam je. Skratka, na Rašici ste pa naredili še en, bom rekel, izjemen projekt pred leti, zdaj je to že lep čas nazaj, nekje se mi zdi po letu 2010. Skratka, v nekem obdobju pravzaprav se je začel s tem, ko je takrat Tomo Česen na Komisiji za alpinizem prevzel usposabljanje, torej izpite za alpinista, izpite za alpinističnega inštruktorja, seveda skupaj s tečaji.
in je uvedel, pripeljal na eni strani tole alpinistično izpitno turo, pa kar nekaj sprememb v alpinističnih manevrih, in smo ugotovili takrat na komisiji za alpinizem, da je pa Golnarjeva alpinistična šola, ki je sicer top, ne, jaz se še danes, ko imam prav neke, bom rekel, posebno vest tisto knjigo, res dobra šola, tudi v jeziku, ki je napisana in tako naprej. Ampak skratka, po 2010 je bila pa mogoče majčkeno v nekih smislu manevrov, še mogoče česa drugega, majčkeno zastarela. Tudi z razvojem vse opreme in tako naprej. In potem ste vi na Rašici nekaj naredili. Kaj ste naredili? Ja, temu, kar smo naredili, se zdaj reče Alpiročnik, ki je dostopen na spletu. Tam so zbrani vse bistvene stvari za znanje, se pravi, od teoretičnega dela do praktičnih manevrov so posneti tam, oziroma pofotkani, opisani. To je zdaj učno gradivo za alpinistične šole in tudi za pripravo na izpit za alpinista in tudi za alpinističnega inštruktorja. Takrat je sodeloval večji del odseka, projekt je vodil Matic Standekar, tudi prijatelj, alpinistični inštruktor. To je res, takrat se niti nismo zavedali, koliko velik projekt je bil in koliko se bo to parilo. Moram reči, da je to zdaj prav zadovoljstvo, da sem imel priložnost pri nekem takem projektu sodelovati, v bistvu neko hvaležnost. Sam mislim, da sem takrat pisal del namenjen prvi pomoči, ker sem bil član GRS-ja, pa tudi kot zdravstveni delavec. Seveda so to spol še nekdo pogledal pa avtoriziral. Vemo, da ima Alpiročnik v tem trenutku tudi, so še neke manjše stvari, ki bi si jih dali popraviti. Razmišljali smo tudi o recimo filmih za manevri, ampak to je precej velik projekt. Tako da smo pa veseli, da se je to parilo. Še enkrat čast Matičko, ki je ta projekt. Absolutno, Matic, kako se reče, po športno kapo dol, ne. Čestitke in vsem članicam in članom alpinističnega odseka Rašice, ki ste takrat in še kasneje sodelovali po tem projektu. Saj ne bova zdaj, kako se je tudi naknadno to potem iz vašega na pol interne uporabe preselili na splošno slovensko raven in je to postala pravzaprav, tako kot si rekel, zdaj tista glavna alpinistična teoretična materija za alpiniste, alpinistične inštruktorje. Skratka, to je zdaj spletni alpinistični teoretični učbenik, namenjen alpinistom, alpinističnim inštruktorjem. Se mi pa zdi, da je ga lahko uporaben pravzaprav tudi v smislu vsaj tisti del, ki pokriva tudi teoretične vsebine, teorijo, ne, pa mogoče tudi del praktičnih, ki so seveda prilagojene za alpinizem, tudi širše, ne, tudi kakšen čist posameznik, ki mogoče, če ne ve, kje začeti z neko literaturo, če ne pride tukaj na Planinsko zvezo, pa gre v založbo, pa si kupi Planinsko šolo ali pa kakšno drugo literaturo, ki je na voljo, lahko, ne, Alpiročnik vtipka v neki iskalec in si pogleda potem te vsebine in je res super. Ja, tam je res tudi, recimo, prej sva se pogovarjali pred začetkom tudi o nekih nevarnostih v gorah, ne. Tam je tudi to opisano noter, katere so, tudi recimo o plazovih, kako poteka samo ocenjevanje plazov, nevarnosti, res različne tematike so bili, tudi prva pomoč, čisto teoretično, tako da veliko takih splošno izobraževalnih vsebin, ki pridejo prav vsakmu, ki zahaja v hribe, no. Tiste tehnike so neka stvar, je kar nekaj tudi tehnika, ampak tiste del je namenjen alpinizmu, tudi recimo za športno plezanje je del, kako varovati pri športnem plezanju, tako da Super, mogoče samo dodava še to, zakaj se ni šlo tudi zakaj ste se vi lotili spletne variante, tako imenovane pravzaprav alpinistične šole, da niste potem naredili tiskano, ne? Zato, ker se hitreje spreminja. Zato, ker ne rabiš izdajati, je manj sredstev je potrebnih. Zdaj, če bi res želimo neko spremembo, se da in je volja, se da to relativno hitro
tudi spremeniti, Na popraviti. spletu spremeniti in je spet to. Je spet verzija od takrat in tudi, če kdo želi, si jo lahko sprinta, čeprav ni pač ekološko, Aktualna. ampak se imamo pa na telefonih ali pa na prenosnikih. Kar si pa že ravno omenil, športno plezanje, pa spet malo ekonomsko-propagandnega programa, in sicer podprite projekt OSP z recimo SMS-om, projekt OSP 5 na 1919, pa boste donirali 5 evrov, sicer pa pejte na projekt osp.si, pa si preberite, zakaj gre, zakaj se denar potrebuje, čemu je namenjen, in da brez nas plezalne, gorniške, planinske skupnosti pač ne gre. Janez, boš kaj dodal? Da je projekt OSP res neka edinstvena stvar. Tisti, ki malo več plezamo tudi po tujini, vemo, kako je drugje, pa kako je tle pri nas urejeno. Se pravi, dogovori z teh stvari, ki jih nekdo, ki pride plezati, sploh ne vidi. Dogovore z lastniki, dovoljenja, opremljenost. Zdaj smo bili čez Prvomajske v Črni gori, opremljenost tam pa pri nas se ne da primerjati. Tudi urejenost plezališč, način, kako poteka usposabljanje teh, ki opremljajo smeri. Res, to je nekaj edinstvenega, kar imamo tle pri nas. Mislim, je smiselno to podpreti, tudi sam podpiram. Skratka, projekt OSP čaka na vas. Podprite. Za naša plezališča gre. Kako je zdaj? Pa za našo varnost. Tako, absolutno. Na Alpinročniku si prej omenil poglavje nevarnosti v gorah. To je eno tako poglavje, ki se absolutno ne tiče zgolj alpinistov, plezalcev, ampak se tiče pravzaprav slehernega posameznika ali pa vsake skupine, ki gre tako ali pa drugače v hribe. Na Alpinročniku je kar nekaj poglavij, oziroma je poglavje s podpoglavji namenjeno tudi temu, sicer je tudi veliko knjig, pa pravzaprav vso učno gradivo, ali so to planinske šole, alpinistične, kakršnekoli, vsebujejo tudi poglavja iz te varnosti. Ampak dajva majčkeno se pa vseeno, zdajle bo tudi se je začela poletna planinska alpinistična sezona tudi, in da bomo bolj varni, dajva majčkeno povedati, kaj je o nevarnosti v gorah. Ja, nevarnosti v gorah ločimo na tiste, ki so odvisni od nas, in tiste, ki so odvisni od okolja, v katerem se nahajamo, se pravi na neke subjektivne pa objektivne. Predvsem so gore zelo drugačen svet, ko smo ga navajeni recimo iz mest ali pa iz doline. Vreme se hitreje spreminja, to se mi zdi, da je glavna stvar. Tudi naša kondicija oziroma naša fizična pripravljenost v hribih drugače pride do izraza kot v dolini. V dolini lahko se praktično odkarkoli koga pokličemo, da nas pride iskat, v hribih moramo poklicati 112, če nas hoče, da prijo iskat. Zagotovo pa zdaj v tem času, tudi sam se ukvarjam, ko imamo neko turo, čez naslednji vikend vodim neko turo za tečajnike. Zagotovo je v hribih še precej snega, ne glede na to, da je bila sama zima, precej skopa s snegom, v tistem prvem delu ga je pol kar nekaj vsem padlo. In je treba upoštevati, da lahko prečimo kakšna snežišča. Zdrs je eden od večjih vzrokov nesreč ali pa bolj pogostih vzrokov nesreč v naših hribih. Tako da dajmo imeti vsaj ta prvi del, odvisno, kje hodimo, dajmo se pozanimati, tudi pri oskrbnikih koč ali pa na Planinski zvezi, če so te koče že odprte, kakšno je stanje poti, kaj rabimo, lahko so tudi recimo pozimi kakšni plazovi odnesli dele poti, pa so pol poti, predno se jih zapre, to vemo, da ni, ker če je z noč, je treba biti malo pozoren tudi na te stvari. Tako da zagotovo v tem trenutku, če nismo bili celo zimo v hribih, pa tudi spomladi, dajmo začeti z lažjimi turami, z manj zahtevnimi, pol pa nadaljujemo na bolj zahtevne. Zato, ker tudi tukaj, če smo tekli, če smo vsak dan na kolesu, vsem druga kondicija, če gremo v hribe. Super, zdajle si tako že kar nekaj stvari navrgel. Če sva zdajle mogoče za začetek
konkretna. Letos je bilo kar veliko snega. Že čez zimo, pa tudi v pomladanskem obdobju, in že recimo pogled iz Ljubljane, ne, že v Kamniške Alpe, ne, torej vidimo južno stran Kamniškega pogorja, se še vedno vidi kar nekaj snega. Če se pele proti Kranju in se ob lepem vremenu pogleda gor proti Julicam, je pač tega snega še toliko več. Ne. Skratka, pravzaprav trenutno je v Visokogorju še zelo zimsko. Ja, razmere so še zimske, tam Cepin pa Dereze, ne glede na to, da rečemo, da je sneg, pa lahko mehek, so obvezen del opreme, a ne. Pa spravi že tisto zlato pravilo, predno gremo na sneg, si damo že to nataknemo, na robu snega, ker lahko se zgodi, da sredi snežnega pobočja bo pa sneg kar naenkrat ratal trd, ker bo tam neka sprememba v snežni strukturi, ki jo nismo predvideli, ne moramo se tam pol preobuvati, a ne. Sam če je zdaj tega snega, pa sam 5 metrov, pa spet hoditi in zdaj zoprn, pa Dereze gor dajati. Ja, vsem je zoprn, tudi meni je zoprn, ampak vem, da če ten sneg zelo verjetno, da me bo odnesel, če sem brez Dereza, ne. Ne glede na to, da sem že toliko izkušen, a ne. Vseeno, Dereze, Cepin, za tistih par metrov gor dol, pa vmes malce, malo popiješ, malo poješ, malo pogledaš, malo pofotkaš. Čakaj, pustiva še hrano. Dajva se še vseeno vrniti tem snežiščem. Mogoče je treba vseeno razložiti, da ta odločitev, da tudi za tistih 5 metrov, seveda zdaj majčkeno na splošno govoriva, ker vsaka situacija je pravzaprav na nek način unikatna, ne, in vsako je treba nekako oceniti, ne. Pridemo do dela, recimo, kjer bo treba prečkati snežišče, vedno je treba pogledati zdaj, a obstaja neka tako imenovana krajna zev, to je tista vrzel med skalo pa to snežno gmoto, ne, kako bomo splezali na sneg, če je treba splezati na sneg. Treba je pogledati tem, kakšen je iztek, če gremo čez in če se slučajno kaj zgodi na tem snegu, kam nas ta sneg, mislim, to pobočje snežno lahko flikne dol, ne, ker moramo se pa zavedati, kaj enkrat na temle spomladanskem srenu, ne, zbitem snegu, dobimo brzino, je ta zelo velika in bomo po domač povedano letel ko snete skede. Ja, zelo hitro dobimo zelo veliko hitrost, ker to je sneg, ki je lahko pač ponavadi trd, a ne, vsaj v tistem prvem delu dneva, a ne, tudi kasneje, odvisno od strani neba, pa od temperature, hitrost dobimo zelo veliko, iztek, tudi če iztek vidimo samo neko kamne, lahko tja prebijemo z glavo, a ne, pa se poškodujemo, lahko je kakšen kamen že vmes, če ne drugega, nas pa lahko opeče. Mi smo imeli so kot opekline potrgati kožo, a ne. To drsenje, sploh če si v kakšnih kratkih rokavih. Tule neka anekdota, pred leti je šla ena, smo imeli v sklopu alpinistične šole, turo proti Suhemu Rušju, je bilo res zelo toplo. Tam je ena punca hodila samo v topo, a ne. In ne glede na to, da, a ne, je lepo izgledala, a ne, vseeno je treba opozoriti, ne, ker ljudje, ki pridejo v hribe, tega ne vejo, ne. Če ti takrat zdrsne in koliko ti je toplo, samo kličeš še helikopter in čim hitreje ambulance, ne. Ker to ti ljudje verjetno si ne predstavljajo, da to ti pač pobere kožo, ne. Dlje, kot drsiš, manj kože na tebi, ne. To je precej neprijetno. Skratka, kljub temu, da je zdajle junij in da, ne, je to v nekih glavah poletje in da je lahko v dolini že zelo toplo, ker smo v kratkih rokavah, je pa lahko v gorah, zlasti v Visokogorju in zlasti na severnih straneh pa še zelo zimsko. In tako kot si že omenil, ne, potrebne so Dereze in Cepin, ampak potrebna je tudi ostala oprema, ne. Čelada, dolgi rokavi, rokavice, visoki gojzarji, a ne. Primerna oblačila, plus tiste itak osnovnih kosov opreme, ki tako morajo biti v nahrbtniku, ne. Ja. Mogoče moramo reči to, da je pomembno tudi znati ta Cepin prijeti, Dereze primerno namestiti in skratka to opremo prav uporabljati. Tudi se znati ustavljati s Cepinom,
Tako. Se pravi, to ni dosti, da se povadimo enkrat pred 5 leti in pol znamo. Tudi mi smo opazili pri menjavi cepina iz levo v desno roko, ki je zdaj vedno bolj popularno. Se z levo roko drugače ustavljamo kot z desno. To smo enkrat opazili tudi na izpitih za alpiniste, ker je rekel, da menja cepine, pa smo pa rekli, no, da se pa z drugo roko ustavil, pa je tudi sam videl, da ne more, ker je refleks. To, če ga ti z desno roko znaš, z levo je čez drug refleks in se ne ustaviš, ampak ga zapičeš na napačen delu in se začneš lahko kotaliti. Tako da ja, tudi se pravi, ne samo uporabo opreme, znanje pravilne uporabe te opreme je bistveno. Ker ustavljanje s cepinom, če ga naredimo dobro, nam lahko reši življenje. To je sicer obvezno znati. Pravzaprav je to zelo težek, bom rekel, manever za, ne bom rekel obvladati, ker je to mogoče malo pretirana, premočna beseda, ker kdo si upa reči, da se bo vedno lahko ustavil. To je težko, ampak skratka, da nekdo usvoji te osnove ustavljanja s cepinom, mora tega kar veliko trenirati v neki začetni fazi, potem pa tudi to kasneje obnavljati. Ker to mora biti res refleksno in zelo dobro je treba znati odreagirati. To je refleks že, ko ti padaš, da že nezavedno to narediš. Zanimivo je bilo, letos smo imeli marca tečaj za tečajnike oziroma mlajše pripravnike, zimski tečaj komisije za alpinizem na koči Grohat pod Radoho in smo tam delali, mislim, da 2 ali 3 uri z vsemi samo ustavljanje s cepinom. V vseh možnih položajih. Vsak je šel pa 20krat. Vsaj 20krat. In toliko časa so isto vadili, da so se pol vsaj enkrat pravilno ustavili. Da bojo oni to že znali, morajo to še vaditi. Tudi jaz še to vadim. Vsako leto. Tudi takrat, ko imam prvo turo za tečajnike, jaz to povadim. Zato, ker res rabim zaradi sebe. Pa ne glede na to, da že 20 let sem plus v hribih plezam pa inštruktor. Moramo se pa tudi zavedati, da tudi če smo vešči ustavljanja s cepinom, da če padec na snežišču bo vedno nepričakovan. Upam, da se ne bo šel kdo za nalaž metati kje. To je bila neka nesreča na Grintovcu, ko sta 2 trenirala in sta se 2 parkrat ustavila, oba zadnjica pa enemu ni uspelo. No, Grintovec absolutno ni primerno mesto, kjer bi se to treniralo. To je vedno treba trenirati na varnem izteku in vedno pod nekim očesom nekoga, ki je usposobljen in to stvar obvlada, da bo pač to nekako menedžiral, če grdo rečem, ampak še vedno je pa bistveno tisto, s čimer sva začela pri prečkanju teh snežišč in sicer to neko, bom rekel, pravilno lotevanje se. Skratka, narediti vse, da do padca sploh ne pride. To ustavljanje s cepinom je potem skrajna oblika neke reševanja situacije, ampak zato je pa res potrebno dati reze gor, po večini ali pa za večino posod v visokogorju absolutno ta prave dereze, ne tako imenovane derezice, ki to sploh niso derezice, neke tiste verige. Derezice za neke veriga, za po Ljubljani ali pa za na Šmarno goro zagotovo niso primerne za visokogorje. Ja. In res narediti vse, da do padca ne pride. Ker včasih se zgodi ali počasih zahteva neka situacija tudi uporabo nekih varovalnih manevrov, ki je pa recimo, če grem jaz kot planinc nekam, ponavadi tega nimam s sabo. Ja, zagotovo, mislim, zdaj odvisno same zahtevnosti, seveda, ko rata, recimo, je lahko že snežišče toliko strmo, da ga, a ne poletje tam recimo pot, zdaj pa pač pozimi pa recimo toliko snega tam, da je ta pot zakrita in je to snežišče toliko strmo, spodaj pa izteka. En teh primerov recimo je prečenje, ne vem, med Kočo na Kriških podih pa recimo Dolškimi vratci. Tam je lahko toliko snega, poletje ozka pot, greš komot, pozimi pa to, če hočeš tam prečati, moraš iti pa z 2 cepinoma, ne z enim, ker nastane toliko strmo pobočje. Tudi narava je pozimi spremenjena glede na poletje. Absolutno. Je treba tudi upoštevati. Tudi zdaj še v teh časih.
mogoče lahko povevaš ali pa nakaževa še eno težavo, ki se na snežiščih takole v pomladanskih, poletnih časih pojavljajo, in sicer sneg se pač tali, ne, in potem mi vidimo neko gmoto snega, ki lahko deluje zelo debela, se pa dostikrat izkaže, da ko hodimo po tem snegu, se lahko to udre in se zgodi skoraj, kot bi hodil po ledeniku in ko padeš v ledeniško razpoko. In je treba biti tudi na to zelo pozoren in dostikrat je neka mesta, snežišča, ki se dotikajo skale, so lahko zelo taki tanki mostovi, na katere se stopi in se lahko podrejo. Tako malo dvomljivo, ja. Zagotovo prva stvar je, če pod snegom slišite vodo, ne, to pomeni tam neka luknja, ke ta voda teče. Zdaj, a je to pač samo 2 centimetra na dnu, a je tam neka večja luknja, morate pa upoštevati. Malo se tudi vidi, če je že kdo pred vami hodil, če, ne vem, če tam se vidi, da se je komu udarilo, ne, pol ti že malo drugače pogledaš tudi pač sama barva snega je lahko tudi malo drugačna, ni pa nujno. Zdaj so predvsem kakšne take stvari, da se ti bo drlo do kolena, a ne, ob kakšnih skalah so ponavadi kakšne luknje ratajo, tako tiste treba, mislim, je bolj zahtevno, kot pa če bi bil tudi lahko samo sneg, ali pa sploh pa, če ga ne bi bilo, a ne. Zdajle sem se spomnil, sem enkrat šel z 2 na široko peč in smo pač dostopali po markirani poti gor za Akom, potem pa pač tam, ko se pot markirana konča, je treba po levi grapi iti proti široki peči, ne. In v nekem delu je tam pravzaprav kot nek kanjonček in je bil takole na spomlad, ker se tam sneg izpod široke peči iz amfiteatra se je not plazil, je tam not snega nabitega vsako poletje pač ogromen, par metrov, tudi 10 metrov je tistega nabitega snega in to se potem seveda tali. In še kolega sem vprašal, ki je bil par dni tam gor, a se da tam čez nek skok iti? Ja, se da, in smo mi šli, ampak par dni zatem, ker je bilo poletje in je bilo pač vroče, se je tih sneg intenzivno talil, je bila pa vrzel med skalo in pa snegom toliko velika, in most se je podrl in enostavno nismo mogli prečkati. In ni bilo druge, kakor da smo se obrnili in pol smo sicer spremenili cilj, ne, smo šli proti Poncam, ampak tam gor se ni dalo, ne. In pač point je bilo v tem, da nekaj smo še probavali levo, desno, ampak se ni dalo. Se je treba enostavno biti močen, če ne gre, včasih je treba reči, ne gre, se obrniti, in če ni B variante, ne, rezervnega cilja je tudi dolina, ne. In biti s tem pomirjen. To pa se mi zdi največji izziv, no, vsaj zame, pa še za marsikoga drugega, no. Absolutno. To pa pol pokaže tudi na neko moč nekega karakterja, ne. Koliko si zdaj pripravljen tvegati v gorah. Ja. Mislim, se mi zdi, da vsak, ki gre v hribe, gre zaradi nekega svojega razloga in pol se to vsak čisto individualno odloča, ne. Tudi mogoče v kakšnem obdobju življenja si pripravljen sprejemati večje tveganje, manjše. To velja tudi od tega, se mi zdi, koliko si vplezan, pa koliko si v hribih, a ne. Zagotovo takrat, a ne, vemo, da alpinizem, kot ga učimo v alpinističnih šolah, nima veze z vrhunskim alpinizmom ali pa z recimo hitrim plezanjem, a ne. In mi učimo, da si skozi prevezan, da se skozi varuješ, a ne, če bi na tak način plezal, recimo na Zlatorogove steze v Triglavu, Zlatorogove police, v Triglavu bi rabil 2 do 3 dni, da bi tiste 4 kilometre preplezal skozi na vrvi, a ne, moraš iti brez vrvi, a ne. In vemo, da se pravi, več ko smo v gorah, je to vedno, ali pa bolj zahtevne smeri, ko se podajamo, bolj je to skregano z načeli nekega varnega. Po nekih praksi, ki imamo v alpinističnih šolah, nekega varnega alpinizma. To drži, to je zdaj gre v neke ravni, bom rekel, univerze alpinističnih planinskih veščin, ne. Ko v bistvu nekaj presežeš, mogoče že zaradi večje varnosti, ker tudi biti vedno navezan na vrvi vsakemu terenu ni nujno bolj varno. Zagotovo ne. Zagotovo ne. Tukaj, zanimivo sem se spomnil, jaz sem imel letos za
pa že vsa leta imam predavanje o nevarnosti v gorskem svetu pozim za tečajnike. In pa rečem, ja, lejte, če hočete biti varno plezati, dajte to upoštevati. Ampak potem sem se pa spomnil, da v bistvu napredek resen, se pa zgodi tam, ko greš izven cone udobja. Pa ne, da bi zdaj izzivil nevarnost, ampak vsi smo delali bedarije in smo se z teh nekaj naučili. Ne. Mi pa zdaj želimo, da zanajci, ki prijo pa teh bedarij, ne bojo delali. In jim, to je bolj filozofsko vprašanje in s tem jemljemo zmožnost nekega razvoja, ki mi to hočemo preprečiti. Jaz nimam otrok, da bi vedel, kako je to pri otrocih, ampak zagotovo ti moraš narediti neko bedarijo, s katero se boš nekaj naučil in upaš, da si takrat ne bo nič več zgodilo. Ki to skregano z filozofijo družbe, ki gremo vedno bolj varna, predvidljiva, ampak to je bistven del alpinizma. Pika, mislim. Drži, je pa vseeno tiste neke osnove vedno morajo biti in tudi nikjer in nikoli ne bo možno v alpinistični šoli, pa tudi še v času nekega mentoriranja, kot sem ga jaz davno upravljal, tega še zdaj bolj aktivno, ne moreš vseh situacij predvideti in vseh možnih situacij, ki se lahko v gorah zgodijo. In tako, kot si rekel, včasih je treba iti, pa se potem, upam, pravilno odločati. Vsi gremo v to, da bi imeli stvari bolj pod nadzorom. V hribih jih, sploh tisti, ko so veliko v hribih, ker s tem letom nisem bil veliko, se odločajo mogoče na drug način. Recimo, če bi se jaz odločil zdajle o neki turi, a bi jo izvedel ali ne, pa če bi recimo 3 mesece skozi v hribih, bi se zagotovo drugače odločil. Takrat, ko si bolj v hribih, več veš, kaj se dogaja. Bolj si navajen na spremembe vremena, bolj znaš predvidevati, bolj veš, koliko hitro boš zdaj dol prišel. Manj, ko sem v hribih, večjo imam to rezervo. Ja, to je nek tak zdrav odnos. Ne smeva pa mogoče pozabiti reči, da se ne bi to slučajno slišali kot neka lahkomiselnost. Pejmo v hribe, pa bomo videli, kar bo, a bomo že rešili, pa sej, tako kot sta onadva rekla, treba je, da se kaj naučiš. Se mi zdi, da vse je treba biti zelo premišljeno. Treba iti premišljeno nature. Mislim, ja, tukaj mi dva se vsem zdaj pogovarjava z med nama 50 let izkušnjami z alpinizmom, je, ali pa še celo več, Ti si še kdaj? Skupnih, 25 let. Ja, ok. In zagotovo je pač, to je zdaj za čisto začetnike ali pa za tečajnike. Predno greste plezati, sploh če greste s kom, ki ni na odseku, ali pa če greste med sabo, dajte vprašati. Mi nismo zato tle, da bomo rekli, lejte, ne maramo vas več, ampak bomo rekli, lejte, pejte, mogoče vidva nekaj drugega, ali pa smo vzeli mi čas, pa šli z vami. Bolj izkušeni smo zato tle, da nas vprašate. Tudi če kdo posluša tisti, ki ne plezajo, zato je Planinska zveza, planinska društva, so planinski vodniki, ste gorski vodniki, kot tisti nek najvišji rang, profesionalni usposobljen, edini profesionalni poklic, ki se s tem ukvarja. Vsi mi bomo znali pomagati z nekimi nasveti. Ne bomo samo rekli, ja, tako pa tako je, ampak bomo malo se poprašali po izkušnjah. Tem, kaj ste že delali, da vedno vas približno ocenite, je to za vas ali ne. Pa ne zato, da bi vam nekaj prepričali, ampak zato, da bi vam nekako, da bi vas podprli po tem, kar si želite uresničiti. Mogoče ni za nekoga, ki je začel, pa bi rad prišel, zdaj rekel na Triglav, ne iti takoj na Triglav. Najprej na Šmarno goro, pol na Veliko, pa mogoče na Kamniško sedlo, pa na kakšno zavarovalno pot, ki je krajša, pa mogoče težje od tiste na Triglav, da ga nekdo nauči. Na kakšno daljšo turo, kot je Triglav, pol pa na Triglav. To je nek tak postopen, varen način, bolj predvidljiv, neke napredovanje v zahtevnosti in obiskovanje gorskega sveta. Absolutno, ker že nekje v štartu najnega pogovora sva omenjala, kako je pravzaprav kakršnokoli udejstvovanje v gorah. Ali si planinec, alpinist, vse vmes, polet, pozim, kjerkoli je pač neka možnost, da nekdo nekam pade ali pa nekaj pade na to osebo. Vedno je treba nekako obvladati cel nek mozaik nekih veščin. Ni samo
končni fazi ne gre skolj za to, zdaj imam jaz dereze pa cepin. Seveda jih je treba zdaj, če gremo recimo nekam v visokogorje. Ampak treba se je naučiti zraven še pa izkusiti na sebi še nekaj nekih zadev. Ne. Tudi koliko moraš biti fit, če si začetnik. Ne. Kaj boš jedel, kaj boš oblekel, a so čevlji v redu ali niso. Kako spakirati ruzak, kje je ruzak, predvsem kako se boš ti obnašal, ko si fizično izčrpan. Ali bo takrat tudi psiha padla, ali se boš takrat zavedal, ko so že šli do te meje fizične izčrpanosti, reče, da takrat, ko ti misliš, da si utrujen, imaš še ful rezerve, ne? Ali te bo takrat to podrlo, ali boš takrat, ko se boš v hribih slučajno znajdel sam, te bo zajela panika, ali se boš dobro počutil, ali boš vedel, da to zmoreš, ne? Tako, to so vse stvari, nekatere, to je nekih faktorjev, ki se jih težko naučiš, mislim, se jih ne moreš naučiti ne drugi, moš predvideti, če jih ne izkusiš. Ne? Ja, tako je. Ali pa recimo na vse to, kar si rekel, ko je še izpostavljenost, ko je neka velika izpostavljenost, tudi če je pot zavarovanja, recimo težka zavarovana planinska pot, pravi, da je celo zavarovana z jeklenicami, pa sklini, pa tako naprej. Ne, ko imaš nekaj 100 metrov, če lahko malo zadramatiziram, pod sabo dol se včasih tudi začnejo kolena tresti. Še tudi meni je neprijetno pogledati iz roba stene dol, sploh če nisem prpet, če sem prpet, pa če plezam, je drugo. Ja. Lahko ima kdo strah pred višino, ko se ga niti ne zaveda. Lahko je tudi dimenzija, recimo v hribih, je čist drugačna, kot je dimenzija recimo na Šmarni gori ali pa na Ljubljanskem gradu. Plus, da se moramo naučiti tudi, kako, kar si že rekel, ne? Ko je nekdo zelo utrujen, ali pa recimo včasih, če si v nekem takem stresu, pozabimo jesti recimo. In potem se ta utrujenost še poglablja, ampak zaradi primarnega tistega stresa, ker nas je strah, smo ta občutek lakote nekam potisnili, ne vem kam, in potem naša storilnost začne padati. In v končni fazi to lahko rezultira v tem, da sprejemamo slabše odločitve. Res je. Zdaj, lahko delim dve izkušnji tle. Prosim. Ena je, da smo šli enkrat pozimi plezati neko smer v Vratih, ki se reče Potočnik Tominšek. Bile so zelo slabe razmere, takrat je naprej plezal en prijatelj, ki je bil precej bolj izkušen. No in pol smo, se pravi, nekje okoli polnoči smo prišli tja, ko se spustiš pol v kotle, pa dvigneš na rob Škrlatice, in pol smo šli tam nekje dol in smo se nekaj zabluzili in smo se raj prevezali. Jaz sem bil toliko utrujen, pa sem bil izkušen, kar nekaj sem že plezal, da si nisem znal narediti osmice. Toliko sem imel možgani skurjen, da si nisem znal, pa sem že plezal nekih 5-6 let, pa neke take, kar dobre smeri sem imel. Ampak vseeno, tura je trajala do takrat nekih 22-23 ur, zima, ti pozornost pade. Drug primer je pa že pol, ko sem bil na odpravi 2019 v ZDA Kanadi, to je bila zelo lepa odprava, za prijatelji smo šli, smo dobro plezali, se fajn imeli. No in ko smo začeli plezati neko steno, sem jaz hotel loviti navezo pred nami, zato ker so oni že poznali smer in sem jih hotel loviti, da pač bi lažje najdel tiste prehode, ker si nismo dovolj zaupali. No. In to je pomenilo, da jaz 7 ur nisem ne pil, ne jedel. Samo plezal in pol sem imel take krče, da nisem mogel prstov pa dlani stegniti, sem odkole, in pa sem se mogel popraviti pred nami, pa še v bistvu bolj zahtevna polovica stene. No. Tako da tudi meni se to lahko zgodi. No. Absolutno. In dokler nisem bil na to pozoren, tako malo pozabiš, sploh v tistem drivu, ki ga imaš. In je pol fajn, da ti kdo reče, stari, da je malo se ostal, da je malo pojej, da je malo pojesti, malo popiti. In treba se stestirati najprej v nekem, recimo, malce bolj varnem okolju. Ko ne prideš čez rob, pa se pol sprašuješ, kaj bo v neki, bom rekel, kompleksni situaciji v visokogorju, ampak mogoče nekje tam, kjer se lažje obrne in se pač gre v dolino. Ne? Ja, zato, zagotovo. Da se slučajno v teh učnih procesih ali pa teh procesih, ki se še učimo, nabiramo izkušnje, pa spet, ali smo planinci, ali smo alpinisti, pravzaprav čisto sen. Mogoče še eno stvar, ki bi omenila, ki se mi zdi, da je zelo pomembna, so pa priprave doma, preden gremo na turo. Kaj vse v bistvu
je treba narediti doma, že preden se gre potem na dan na nek. Ja, če spustijo fizične priprave, ne? Ja. Se pravi, treba najprej, jaz vedno spremljam vreme par dni prej, sploh po zim, da vem, kaj lahko to pričakujem. Tudi recimo polet lahko kdaj posneži v hribih, a ne? Ali pa če slučajno temperatura pade, sploh ne vem, tisti zgodnji jeseni, a ne? Ali pa konec poletja. Treba je spremljati recimo stanje, a ne? Kdo je že bil, kaj pišejo po forumih, pa ne temu verjeti zdravo, ker ne vem, pač tako za sveto, ker ne vemo, kdo je tisti, ki to piše, a ne? Malo spremljati, poklicati na kočo, a ne? Par dni prej, naštudirati si pot, naštudirati si recimo rezervne variante, imeti s sabo karto, a ne? Večinoma uporabljamo telefone. Če ne poznaš, imej s sabo karto, a ne? Se pravi, kdaj bom šel, v turo si vračujem, če tura traja, ne vem, 10 ur po časovnicah, pa jaz recimo turo delam v teh 10 urah, a imam še 2 uri rezerve, ne? Kaj, če se pa kje zgubim, a ne? Pol, kapa, rokavice, čelna svetilka, to mora biti tako vedno v nahrbtniku, ne? Tako, Prva pomoč, to zadosti je boljš, neka železna rezerva, ne? Se pravi, malo neka 2 power bara nekje skrita, ne? Za vsak primer. Pa tudi se poznati, koliko časa lahko brez hrane, koliko moramo jesti. Če pa so neki geli, če gremo prvič na gele, bomo jih prej gele tle probali, bomo sred hriba ga probali, ne pa pol bruhali, če nam ne paše tako. Ja. Polet, pijača, zelo pomembna, ja, sploh po možnosti z neki elektroliti, ne. Ne jeti ob 11 na sončno pobočje, ne, ker bo vse skuralo, ne. Krema za sončenje, take stvari, kapa, sončna očala. Saj zdajle je težko, ker sva tole iz glave natrosla, da bi bila zelo metodična in da bi pač opozorila na vse stvari, ne. Absolutno bi mogla opozoriti še na marsikaj, ampak verjetno je, ko se porodi neka ideja, kam bi mi šli, ne. Jaz bi pa šel, sem videl nekje, kakorkoli, skratka, dobiš idejo, da bi šel na nek hrib, potem treba vedno preveriti, kje, kako bom šel tam gor, ne. Kakšna je ta pot, a je lažja, težja, ali kakšno opremo potrebujem. In glede na to, da po večini vseeno hodimo tudi v skupinah, ne, ali pa saj z nekom še, se je vedno treba vprašati, kako pa moj kolega, a je tam, ne, a je bolj izkušen kot jaz, manj, a ima vse opremo, tralala, kar še paše zraven, tako kot jaz, ali nima. Skratka, te stvari so tudi zelo pomembne. Ja, mi vedno, recimo kot inštruktor, jaz moram vedno predvidevati, ko vprašam tistega, s kom je plezam, tistega tečajnika, a si v redu, in on reče ja. Jaz vem, da bo on lahko rekel ja, zato ker po eni strani pa ni to mišljeno slabo, ne, da se ne zaveda, kaj vse se mu lahko zgodi, koliko hitro lahko tam zdrsne, ne, ali pa koliko hitro lahko se mu kaj odkruši, da lahko reče ja, zato ker hoče meni ugoditi, zato ker se noče pokazati kot šibek, in ga jaz spremljam, se pol odločam, da ga ponavadi prej prevežem, predno zares njemu rata neudobno, ker je že malo predvidevam, kaj se bo naprej zgodilo, ne. To bi predvsem mogoče še poudaril razliko, ki jo zdaj opažam med tistimi, ki veliko plezajo na teh notranjih stenah, pa ki mogoče začenjajo plezati v teh plezalnih centrih in grejo pol plezati v hribe, a ne. To je čisto drugi šport. Čisto drugi šport. Se pravi, predvsem zaradi specifičnosti skale v slovenskih hribih, ki je precej bolj krušljiva, kot pa recimo so oprinki v telovadnici. Absolutno. In spet neka postopnost. Prej si že omenil glede navigacije, ker včasih pridemo do križišč, markiranih poti, pa ni mogoče čisto najbolj jasno zdaj, kam iti. Tudi tukaj se je treba že, se mi zdi, doma, ne se mi zdi, ne, treba paziti, kako govorimo, se je treba že doma pripraviti, če smo v dvomu, karto ven. Ni narobe seveda tudi uporabljati navigacijo na telefonih, samo moramo vedeti, da baterija se sprazni, ali imamo rezervno, ali pa ni signal, ali kakorkoli. Skratka, te stvari, ki se tiče navigacije pa orientacije, so zelo pomembne. Ja, neka priprava na turo, ne, da si najprej doma pogledaš, kje so tiste glavne točke, ne, da si probaš tudi, ko boš tam hodil, zamišljati, ali pa recimo
čez kam izplezanje, to mora imeti med ene strehe, ali pa tam na levi bo hriba, ker si tam, pa na levi ni unga hriba, ja, a sem zdaj res prav, ali se hriba ne vidi, ali kje sem, ne. Si mogoče zapomniti glavne te orientacijske točke, glavne ta križišča in kam je treba tam zaviti, ne. Zdaj tudi na telefonih se da karto prej potegniti dol. Te aplikacije so zelo dobre, plačljive, deluje tudi na letalskem načinu, če ne rabi podatkov vleči, tako da vseeno malo bolj špara, ne pa računati na telefona, ne. Ne mi telefon, to vsem pravimo, pač okej. Vsi ga uporabljamo za fotografiranje, ja, imejte ga na flight modu, veste, koliko zdrži baterija, v hribi bomo morda zdržala manj, sploh, če ga boste imeli kje na bolj hladnem, ne. Pa ne ga uporabljati za pošiljanje kakšnih sporočil, kje ste, ne. Pa še to je, ker dostikrat se zgodi, da Razen, če to ni enostavno nujno pošiljanje sporočil zaradi, ne vem, obveščanja svojcev, če ste tako navajeni. Ja. zgodi se tudi s telefonom to, da ker je pokritost signala lahko vprašljiva, potem, če je telefon prižgan v normalni, bom rekel, z dolinskimi nastavitvami, ne, potem išče ta signal in v tem modu pač veliko več baterije kvari. Tako je, kuriš Mi več imamo baterije. izkušnje z doline, se drži 42 ur, potem pa po 6 urah v hribih pa crkne in se potem čudimo, kako Zakaj, pa ja. to. Ja. Še eno stvar mora povedati, da je treba tudi vedno obvestiti svojce, Kam kam se gre, gremo in ja. tako naprej. Kam gremo, pač približno kdaj se vrnemo ali pa kdo gre z nami. Tako da vejo, pa predvsem jih tudi navaditi, da recimo, da če gremo za 5 ur v hribe, tudi se reči, lej, če se 7 ur najavim, ni še panike, lahko se kaj nepredvidenega zgodi. Če se ti pa ne javim, da recimo, ko pade noč, pol pa je panika, Zdaj, odvisno malo od dolžine ture, ampak Seveda. lahko bi se, včasih, ko niso bili toliko navajeni toliko tej povezanosti, jaz sem še pač nisem odraščal z mobitelom, je bilo vseeno drugače. Si šel, si prišel, nisi rabil biti skozi dosegljiv. Zdaj s to skozi dosegljivostjo, pa če se nekdo ne javi, lejte, v hribih ni signala. Prijem danes zvečer, Ja. ali pa mogoče jutri zjutraj, ne klicati. Mislim, pa ne zato, so bili tudi primeri, ko smo imeli iskalne akcije, pa je kdo pač pol bil v gostilni, to pač Ja, ja. ne bom, ampak se pravi, Tudi doma je treba razložiti, da mogoče ne bom dosegljiv. da je to drugačen svet. In da je to normalno. Ja, da je to normalno. To še ne tako, pomeni, tako, da je da je se nekaj nekaj šlo zgodilo. narobe. Ja, tako je. Angleži rečejo, no news, good news. Ne. Ja, okej, ja. Dokler ni klice, Ja. vse okej. Seveda ni vedno čistko, ne, ampak skratka, biti tudi na tem področju premišljen in pač se pogovoriti doma. Mogoče morava povedati še to, da zdajle sredi junija še niso čisto vse koče odprte, da je treba preveriti doma, mogoče poklicati, preveriti na spletu, če imamo namen prenočevati v kočah, opraviti rezervacijo spet ali prek telefona, prek spleta, kakor je. In pa dostikrat se zgodi tako zlasti v sezonah, ko je bilo veliko snega, tudi si že omenil, ne, da so lahko kakšni odseki poti poškodovani zaradi pač nekega X razloga in tudi na spletnih straneh Planinske zveze je prav posebno poglavje, kjer lahko preverite, kakšno je stanje planinskih poti, skratka stanje pomišljaj poti.pzs.si in si tam lahko pogledate te stvari. Če sami odkrijete kakšno poškodbo na poteh, lahko tudi sporočite na Planinsko zvezo na poškodbe.poti@pzs.si in potem se bo to zaznalo in bo potem pač društvo, ki je zadolženo za tisti odsek poti, pač odreagiralo in celo kaj popravilo. Skratka, bodite premišljeni, ne, pa pač preverite zadeve. Še eno stvar sem hotel reči, in sicer se mi zdi, da takole dostikrat, ko se alpinisti lotevamo smeri na začetku sezone, so smeri majčkeno bolj prašne, peskaste in se dostikrat
In je to potem že tako včasih v kakšni bolj krušljivi skali, ne, lahko malo problematično. Ne nazadnje to velja tudi za markirane planinske poti, ne. Za brezpotja jasno še toliko bolj. In da potem takole čakamo kakšne tele zgodne, močne poletne nevihte, da ti sperejo, da malo spucajo, ne, ker je pač gre potem čisto za vprašanje nekega varnega gibanja, ne, več kot tega šodra in svinarije težje. Imaš kakšne izkušnje s tem? Mislim, tudi mi pravimo, da se najprej se mora smer spucati, a ne? Ja. A ne, ker pozimi zagotovo zaradi vpliva narave, se pravi sneg, led, zmrzovanje, tanje, se pravi, se tudi ta naša ne najbolj kompaktna skala zelo hitro razrahlja in odkruši, a ne, in je praviloma, da si v prvih smereh še bolj pozoren na kakovost skale, a ne. Zato, ker pač, da preveriš, kaj se zgodi zimo, ne. Čisto zaradi nekih naravnih procesov, ki potekajo v naši apnenčasti skali. Mogoče pa še to, ker pa Slovenci, slovenski planinci, gorniki, alpinisti gremo radi tudi onkraj naših meja. Dostikrat na gore, ki pač segajo že v višje nadmorske višine ali pa v ledeniški svet, je pač zelo na kratko mogoče treba reči samo to, da za tovrstne ture, zlasti na začetku sezone, se je treba pač toliko bolj pripraviti, ne. Bolj pripraviti tudi imeti znanje za reševanje iz ledeniških razpok, ki ga pri nas sicer na alpinistični šoli učimo, ampak je čisto drugo, če se to proba v nekih resnih razpokah. Tudi način prečkanja razpok je drugačen, ki smo si ga, ali pa sploh če hodimo v skupini, nek način navezave je, ki je specifičen, tako da to je treba vse znati, pa ture so daljše, bolj zahtevne. Tudi višina vpliva na samo počutje. Še en razred višji, ki zahteva še dodatno usposobljenost in dodatne izkušnje in še majčkeno več nekih priprav. Ker sem že toliko nekih reklam za spletne strani, bi mogoče še omenil, da si lahko na spletni strani Planinske zveze Slovenije najdete tudi pod področjem napotki za obiskovalce gora. Je super stran, kjer si lahko vsak z nekaj kliki prebere tiste osnovne zadeve, ki se pač tičejo neke varnosti v gorah, ne. Ni treba iti v knjižnicah prijateljev ali pa v knjigarno kupiti stvar čez vrat na noč, s parimi kliki so tiste glavne stvari, ki jih lahko preletimo in nam lahko pomagajo, da se pravzaprav boljše pripravimo na turo. Zagotovo, čim več literature, kjerekoli, se pravi sploh strokovne, je fajn prebrati. Mi smo včasih brali veliko teh alpinističnih knjig, zdaj so bolj short thrilli, pa te kratki filmčki bolj popularni, sploh kakšni taki, ki so kakšni paci ali pa kaj podobnega. Ja, čim več brati. To poleg tega, da je koristno zaradi varnosti, tudi krepi možganske celice. Ja, to si lepo povedal, pa nenazadnje lahko rečeva tudi, ne, vsi hodimo v gore, pa kakorkoli že, zato, ker se hočemo imeti tam fajn, hočemo tam uživati, preživljati lep čas v naravi s prijatelji in si nabirati neke dobre izkušnje in nočemo imeti nekih čez trnem situacij, ne. Ampak to nekaj stane pa toliko, da je treba pač se stvari lotiti pametno, premišljeno. Pa vložiti čas v to, a ne, nič se ne zgodi brez nič. Tako, še ena modrost, ki sem jo prebral včeraj na eni spletni strani, ki tudi govori o nevarnostih v gorah, ne, ki je pa iz knjige Umetnost vojne. In gre takole, da globoka modrost je zavedati se težav, preden nastopijo, zavedati se nevarnosti, preden se pojavi, in pa zavedati se nesreče, preden do nje pride. Ja, bi se s tem, to kar drži tudi za gorski svet, ja. Probaš vse narediti, da zminimiziraš možnost, da do česa pride, ne. Vseeno pa ne moreš vsega nadzorovati, če pa probaš vse predvideti, je pa manjša verjetnost, da se ti lahko kaj zgodi. Skratka, premišljeno in pametno in odgovorno v gore, kakorkoli že. Še eno stvar te moram nujno potipati
in sicer lanskega oktobra, ali je bil november že, Da povej, zakaj sprašuješ. dogodek v Ospu, Aha, festival alpinizma. festival alpinizma. Kaj je bilo to? Ja, to je bilo novembra. Festival alpinizma je nek tak dogodek, ker je bil cilj povezati neko izobraževalno dejavnost z druženjem. To je bil prvi tak dogodek, se pravi, bile so celodnevne delavnice, bilo je, mislim, da 15 različnih delavnic v trajanju uro pa pol. Vsak udeleženec je lahko izbral 3 delavnice, ki se jih bo udeležil. Bile so brezplačne. Poleg teh delavnic so se predstavljala razna podjetja, ki so povezana tako ali drugače z hribi ali pa z alpinizmom. Na koncu smo imeli 2 zanimivi predavanja in podelitev priznanj novim alpinistom in pa inštruktorjem, pa na koncu nek žur. To je pač nek tak zelo velik dogodek. Ja, alpinisti veterani so Alpinisti prišli, veterani so prišli, ja, napravili imeli smo- svoje oprave iz Do njihovih kolenke, ne, dni. ne, rdeče. Ne, bile so, delavnice so bile namenjene dati neke uporabne stvari, ki jih mogoče na odsekih ni toliko za dobiti. Ena je bila recimo delavnica tehničnega plezanja, ko je imel Zumba, super. Delavnica tehnike plezanja z Viljem Gučkom, zdaj ne bomo se naštel. Delavnica popravila tehničnih oblačil, kako se doma popraviti cunje, da ne kupujemo novih. Super, ja. Nege tega, delavnica treninga za alpinizem, pač tečaj prve pomoči, ti si imel delavnico treninga na plezalni deski. Skratka, nek res velik dogodek, ki se ga je udeležil, ocena je tam okoli 400 posameznikov, dogodek še enkrat je bil brezplačen, ves strošek je krila komisija za alpinizem. Odzivi so bili fenomenalni. To je bila ideja, ki zrasta na zelniku od Alena Marinoviča. Jaz sem pa to zagrizel. Sem tudi vesel bil podpore vaše, ker sem takrat dobil speljati tak dogodek. Prvič je, vse ni mala stvar, no. Sem vesel, da nam je uspel in letos bo že drugi. Tako da bo. Super. 5. oktober, isto v Ospu, Camp Folk. Zdaj smo začeli z promocijo, z reklamami. Imamo nekaj novih idej, ki jih bomo, upam, da uspeli spraviti v življenje. Tako da lepo vabljeni, tudi če niste alpinisti, pridite pogledati, se podružiti. Ker ena bistvenih stvari, poleg teh vsebin uporabnih, ki se jih je bilo možno tam naučiti, spoznati, kakorkoli že, se mi pa zdi ta nek socialni vidik, ne. Zares smo ugotovili, da smo ljudje lačni druženja in koliko zares je pomemben, da se pač ta skupnost dobiva v živo, ne. Da smo tam, da se vidimo, ne samo prek spleta in ne vem kako, ampak da pridemo, da smo skupaj, da se lahko pomenimo, da vidiš, srečaš badije iz svojih dni, da spoznaš nove ljudi in tako naprej. Skratka, da je skupnost tam živa in da je skupaj. To je zelo pomembno, zato ker se mi zdi tudi iz drugih izkušenj, in če ti daš ljudi na kup, se zgodi marsikaj dobrega. Dobre ideje padajo, sreča se, lepo se počutimo vsi, ki smo vsi moramo pripraviti, vsi se moramo počutiti del skupnosti. To je neka naša osnovna potreba. Se mi zdi, da ni fajn, da samo žur, daš alkohol, pa pripelješ ljudi skupaj. Tudi takrat se lahko marsikaj dobrega zgodi, ampak veš, da če temu daš neko izobraževalno komponento, pride več ljudi. Ker ljudje so, Absolutno. se pravi, da se nekaj naučijo, se dobro počutijo, na koncu nek koncert, žur, tak lep dan, v bistvu lep vikend za nas, tako da vabljeni 5. oktobra v Osp. Bravo, se že veselim, 100% pridem in pridite tudi vi. Naj pa res zadeva postane tradicionalna, če tudi kdaj zaradi mogoče kakšnega primanjkljaja v žepku ne bo možno izpeljati toliko nekih top vsebin, bomo pa kaj se zmislili ali pa se boste kaj zmislili, da bo stvar zanimiva pa privlačna in da se spet vidimo v živo. To je na nas, mi se bomo pač potrudili, zato ker tudi sam imam neko zadovoljstvo, ker take stvari delam. Tudi vidim, koliko to ljudi da, pa ta pozitiven feedback ti res da krila pol za naprej. Janez, ful hvala za tole. Naj se tale tvoja multi-hiperaktivnost in
to energijo, ki jo širiš še naprej in srečno in vse dobro ti želim. Ja, hvala enako, pa bom, da se nova tle videla, ampak je v hribih ali pa v blizališču. Naslednjič. Drži, fajn bod. Enako, Miha, čau.